zadnji mesec krožijo govorice, zdaj vedno bolj glasne tudi po mestu, o tem, da naj bi se Šentjakobsko gledališče do konca leta 2009 preselilo na novo lokacijo in sicer v smislu, bom rekel, tukaj v tej hiši ustvarjanja nekega otroškega gledališča. Jaz moram priznati, da mi v Šentjakobskem gledališču se s to selitvijo ne strinjamo, zaradi tega, ker enostavno mislimo, da je ta stavba toliko povezana z delovanjem našega gledališča, da to enostavno pomeni, da tega gledališča v taki obliki in tako, kot smo ga poznali doslej, ne bo več, če do tega pride. In tudi mislim, da bi bila škoda za Ljubljančanke in Ljubljančane, da ostanejo brez Šentjakobskega gledališča na tej lokaciji. Ja, lani smo imeli preko 30 000 obiskovalcev, ne, se pravi meščanov, ne vem, okoličanov, in gre tudi za to, ja, da to je miselno, no, oziroma upamo si trditi, da gre verjetno za najstarejše repertoarno ljubiteljsko gledališče v Evropi, ne, ki pač deluje po tem principu amaterskih igralcev na tako visokem nivoju, se pravi, da imamo vsako leto abonmajski program 6 premier letno. Zdaj, kaj pa mislite, kaj je na zadevami? Jaz ne vem, ne, tukaj mogoče gre, mogoče v prvi vrsti, jaz bi rekel kot nekako tudi direktor tega gledališča, bi mogoče videl tukaj ene poskuse neke racionalizacije, ne. Čeprav jaz se bojim, da ravno te selitve in te premiki, če govorimo v našem smislu, bojo za sabo potegnili še večje stroške, ne. To definitivno že, bom rekel, v tem nekem tehničnem, logističnem smislu ta zadeva ne bo poceni, ne. Zdaj ne vem, mi si jo verjeten iz tega proračuna, ki ga imamo že itak napetega do skrajnih meja in kjer, bom rekel, v programskem smislu sami, bom rekel, z lastnimi prihodki financiramo več kot 3/4 programa oziroma na ravni, če zraven štejemo še te plače zaposlenih in tako naprej, ki nam jih pokriva mestna občina, pa dobro polovico proračuna gledališča, ne. Se bojim, da tudi, ne vem, finančno tega enostavno ne bomo zmogli, ne. Tako, kot je tudi seveda vprašanje, kako bomo tam potem lahko funkcionirali in vzdrževali nekako tisti relativno dost velik objekt v Mostah. Kaj boste naredili z vašim logotom potem? Ker logotip Šentjakobskega gledališča je pa tudi, ja, ta hiša, v kateri zdaj stojimo, posedimo, ne? Tako je, ja, mi imamo ta objekt, se pravi fasado, v bistvu to pročelje imamo celo v našem logotipu, ja, ne vem, kaj bomo zdaj težko rečem, no, ne vem. Lahko pa mogoče sam rečem, bomo imeli še, če gledam čisto iz ekonomskega stališča, bomo imeli še dodaten strošek, ne vem, z redizajnom naše javne podobe. Ja, mi se pogovarjamo seveda in tudi poskušamo, bom rekel, odgovorne prepričati v to, da to ni najbolj premišljena in ne vem, strokovno najbolj utemeljena odločitev ali pa rešitev, ki so jo zdaj, bom rekel, tako na prvo žogo predlagali. Upamo, no, da mogoče pa se vse ne bo tako hudo iztekel, kot zdajle trenutno sicer kaže. In se pravim, ampak če pa bo do tega prišlo, se pa bojim, no, da je to začetek enega konca Šentjakobskega gledališča, kot smo ga do zdaj poznali sigurno. Danes, recimo, če se pogovarjamo o tem, da gremo v Šentjakob, se točno ve, kam gremo. Zdaj sem imela vprašanje, Šentjakob je že zelo dolgo gledališče, ki obstaja od 21. Zdajle počasi se približuje 90-letnica. Tukaj v tej stavbi smo pa od leta 1932 naprej in zanimivo, ne, da potem, ko so recimo med vojno, ko je bil kulturni molk, so Italijani ta Šentjakobski oder podrli in so noter dali neke gasilce. No, po vojni so, vsaj tako nekako pravijo te arhivi in zapisi, dejansko člani Šentjakobskega gledališča ta oder postavili svojimi rokami na novo in tako naprej. Skratka,
ta tradicija je v Šentjakobskega gledališča v tej hiši je že zelo dolgo zasidrana.